Vsakodnevni kriminal, vandalizem in predvsem 4 grobi fizični napadi na občane v zadnjem mesecu, nevzdržne varnostne razmere in neukrepanje države pri reševanju romske problematike so v Šentjerneju v Sodu zbile dno. Na nujnost takojšnjih in korenitih sprememb so v ljudski iniciativi glasno opozorili na nepolitičnem protestnem shodu, ki se ga je udeležilo več 100 domačinov in enako mislečih iz drugih občin jugovzhodne Slovenije. Zdaj imamo 3-krat več oziroma 3,5-krat več kriminalnih dejanj kot povprečje v Sloveniji, se pravi statistika ni v redu. Poleg tega je pa tukaj ogromno enih prekrškov oziroma zadev in tatvin in tako naprej, ki se ne prijavljajo. Zakaj? Zato, ker ljudi je strah. To ne moramo biti tih, to se mora rešiti. To se mora rešiti, ne samo zaradi nas, kar se dogaja, ampak tudi zaradi tega, ker če bomo nadaljevali tako, tudi romska skupnost nima nobene svetle prihodnosti. Ob nedavnem obisku notranjega ministra obljubljena ukrepitev policijske prisotnosti v občini dolgoročno ni rešitev, poudarjajo v Šentjerneju. Mi smo mirna, dinamična občina, kulturna občina. Vse te razmere nas mečejo iz normalnega življenja. Dolgo smo trpeli, dolgo smo prenašali izgreda Romov, sedaj pa je tega dovolj. Sodstvo in tožilstvo se morajo spraviti uredno, iskreno povedano. Tlele mora biti neko ustrezno sankcioniranje. Že samo to, da socialni prejemniki niso denarno izterljivi v primeru prekrškov, se mi zdi, da je to čist ne. Nimamo vzvodo, ki bi te ponavljajoče se prekrškarje nekako sankcionirali. To ni 10-20, to imajo prekrškov po 100, 110, 150, to so takšni povratniki. Ki zaradi neukrepanja države in neučinkovitosti vseh 3 vej oblasti postajajo vse bolj predrzni. Hkrati pa isti posamezniki terorizirajo tudi lastno romsko skupnost. Kaj je še potrebnega, da se bodo na področju te problematike vendarle zgodili pomembni premiki? Bo moralo res priti najprej do tragičnega dogodka? Lahko to preprečimo? V Šentjerneju so pri zahtevah po varnosti, miru in normalnih pogojih za delo in življenje neomajni. Dovolj imamo neodzivanja države in življenja v takšnem okolju. Leporečenju več ne verjamemo. Ne pristajamo na izgovore, da če se toliko let ni nič naredilo, tudi sedaj v kratkem ne more biti rezultatov. V ljudski iniciativi so zato na državo naslovili 7 jasnih in z glasnim odobravanjem zbranih podprtih zahtev. Prvič, zagotovitev varnosti ljudi ter zaščito osebnega in družbenega premoženja. Hkrati zahtevajo prenovo socialne in delovne zakonodaje, sprejem ustreznih predpisov za hitro in učinkovito delovanje tožilstva in sodstva, preprečitev gradenj na tujih in kmetijskih zemljiščih, izterljivost kazni tudi med prejemniki socialnih transferjev ter preveritev izvora premoženja pri trajno nezaposlenih in prejemnikih socialnih pomoči. In še 7. motivirati za vključenost in integracijo Romov v družbo, poskrbeti za kvalitetno sobivanje. Da je to zaradi izsiljevanj, tatvin, ropov, fizičnih napadov in posledično prevelikega nezaupanja trenutno praktično nemogoče, je v nagovoru med drugim poudaril šentjernejski župan. Romi nimajo pravice pričakovati, da bodo med nami sprejeti, vekolikor se niso pripravljeni odpovedati neodgovornemu in nezakonitemu načinu življenja. Čeprav je spoštovanje in upoštevanje obče veljavnih civilizacijskih norm v prvi vrsti v domeni samih Romov, so, kot poudarja, ključnega pomena predvsem sistemske spremembe, ki bi, tako kot vse ostale, Rome v to na nek način tudi prisilile. Dolgo časa smo naivno mislili, da v Ljubljani ne poznate dejstev in razmer v našem okolju. Mislili smo, da ne razumete, da nimate podatkov. Šele sedaj nam je jasno, da veste in razumete, da imate vse podatke in informacije. Dolgo smo prosjačili za ukrepanje, sedaj spremembe zahtevamo, to je naša pravica. Le tako bo namreč moč priti do dolgoročno vzdržnega sobivanja, vztrajajo v Šentjerneju. Vse mi ne pričakujemo, da se bodo zdaj pa morali Romi vseliti, se nimajo kam.
Romi bojo pač ostali tukaj in mislim, da lahko komot sobivamo, samo držati se treba reda pa spoštovati drug drugega. Saj niso vsi Romi takšni, da bi rekel, da se ne da živeti z njimi. Samo treba pač spoštovati red, tak, ki velja za vse, ne velja tudi za njih in to je to. V ljudski iniciativi so vladi in povezanim inštitucijam za pripravo učinkovitih ukrepov in ne zgolj kozmetičnih popravkov postavili rok do 15. septembra. Če ustreznega odziva ne bo, bodo, povezani tudi z ostalimi sorodnimi združenji, svoje aktivnosti še stopnjevali.